Evo, gre zdaj na današnjo temo. Mi danes se bomo pogovarjali o telih napravcah, se pravi števc in kere funkcije. Jaz sem kleva huja, imate itak polhan drugih stvari, tako da ne bomo nekih reklam delali, od Garminov do Brighton, Sigma, kaj pa sploh še, Hammerschmidt. IG Sport, ena tajvanska firma, ki sem ga nekaj 2 ali 3 leta nazaj testiral, ker sem ga dobil za testirati. Malo more števca. Tako da mogoče začneva s temi osnovami, ki jih imajo vsi, ali pa greva s temi osnovami. Mogoče nekdo, ki pride do vas, kjer so une stvari, ki jih od osnovnih, ki jih ima vsak kolesar, rečeš, tega ne rabiš gledati. Hitrost. Hitrost je prva stvar, ki pač pravimo, da tega ne rabiš imeti na prvi strani. Sploh, kadar govorimo o tem o nekem pač treningu, pač hitrost za sam trening je malokrat uporabna, ne da ni, ampak pač malokrat. Blagam čist pač primer kolesarja. So naredijo testiranja, so tako pač določen njegova pač območje za trening in pol reče, ok, zdaj bom imela nizko intenziven trening, ne vem, do 140 utripa. In pol on naredi trening in pač prije nazaj in mi on tako reče, ja, Simon, jaz se ne moram 35 peljati pri 140 utripa, pa sem jaz tako, zakaj se moraš pa 35 peljati? Je, ker drugače gre počasi. Jaz sem tako, za začetek mora iti počasi. In pač vemo, med kolesarji pa pri tej hitrosti je tako, da pač imamo to magično mejo 30 km/h povprečne hitrosti, ki jo hoče dosi na treningih pač prebiti. In pa se jim zgodi, da zelo velikrat že v začetku pač ciljajo na to hitrost in včasih je zato treba, sploh če imaš še kakšne višince vmes, treba kar dobro že pritiskati in potem zelo hitro rata vse preveč intenzivno, zato ker smo pač sledili tisti hitrosti. Zato največkrat prva stvar, ker tako, če ti ego ne dopušča, da pač gledaš, pa ti piše 24 ali pa 25, pol se rajš skri. Se mi zdi, da je to je tudi ta prva funkcija, ki sem jo dal jaz takrat stran, ko sem se lotil treninga. Se pravi, mislim, da nisem imel sploh na nobenemu pageu, ampak sem dal pač čist stran. In je res, ker jaz sem direkt pač meni ego, jaz če tam vidim 28, je to fuck. A pa če vidim, da veter piha, grem rajš nekam v klance sam voziti, kakor da bom šel zdaj po ravnini, sam zaradi tega, ker po ravnini trpel, pa sem tako vozil 30 na uro, ne, pač. Zdaj spomnim, zadnji smo se pogovarjali z še enim trenerjem, ki dela z mano, Christian Grunfeld, ki je bil tudi v bistvu 3-krat oziroma 4-krat državni prvak na vzponu. Se pravi, telesno eden najbolj pripravljenih amaterjev, kar smo jih gledali zadnje čase, in on pravi, pač mene na treningu pač prehitevajo babice praktično na kolesu. Se spem 23-24, vsi me prehitevajo. Ampak kje so pa potem, kadar pač res šteje, potem pa ni nobenega. In pač on je bil tudi tako, da pač je razumel, zakaj se včasih dobro vozi tudi počasi in pač njemu ni bil problem, če se ga pač vsi ostali prehitevali. Tudi če mu kdo rekel, da pač zakaj se ga vozi tako počasi, bla bla bla. Rekel, pač ko pridemo na štart, potem pa ni več, ne. Ne, sej, jaz, ko sem dal hitrost stran, pa mi ni bil problem. Tudi enkrat se spomnim, me je en prehitil na trekkingu, ko je imel uno košaro zadnji, tako, ko branil, kako gre že na pol, da ni imela nekih grabelj. In pa se nisem tako sakiral. Sam, ko pa vidim uno cifro tam, pa se furam tako 26 mi uno, pa tako sem kar živčen. Tako da, evo, hitrost je ta prva. Včasih je ta hitrost lahko zelo problematična. A je še kaj drugega? Še kaj drugega? Mislim, ostale stvari so lahko relativno uporabne, no, pač jaz mislim, da pač hitrost je najbolj kritična. Mogoče potem, ko se enkrat dotaknemo merilnika moči, je mogoče še normalizirana moč ena stvar, ki bi jo skril. Lahko mogoče potem o tem nekoliko pač več povemo, ker je pač zares precej neuporabna zadeva. Lahko potem se dotaknemo, zakaj. Greva najprej pa pol na funkcije, ki so uporabne, pa da nima še power metra. Se pravi, mogoče bolj tako za začetnike, ki želijo samo mogoče začeti trenirati in kjere funkcije bi jim sploh dal gor, da jih gledajo. Za začetek itak pač osnova, pač čas je največkrat najpomembna zadeva, ki hočeš imeti. Zakaj? Ker tudi, če si pač v bistvu zastaviš nek začetni plan, nek osnoven plan, pač si zastavimo neke časovne okvire, koliko časa bomo pač kolesarili, pač to je osnova. Potem je lahko razdalja, samo zato, da pač vidiš, kje si.
Zdaj tisti, ki imajo pač možnost kadence, se pravi, da imaš senzor za hitro speduliranje, pač to lahko tudi čisto v redu. Zakaj? Ker pač hočemo imeti neko tako normalno hitrost pedaliranja, za večino kolesarjev je to nekje med 80 in 95. Če so više, je lahko problem, če so nižje, je lahko tudi pač težava, to potem pač se tudi rešuje. Naklon, včasih je dobro tudi pač naklon vedi, če ne drugega čisto bolj zanimivosti, pač kadar se voziš na klanc. Potem pa se dejansko lahko bolj dotaknemo, ker so tudi te kolesarji odločajo že za kakšen trening, kakšen intervalen trening, da se v bistvu pač dajo kakšne povprečje za določene kroge, ki jih pač dela. Recimo imaš 10-minutni klanc, kamor delaš intervale in imaš potem lahko noter pač povprečje, se pravi povprečje srčnega utripa, se pravi srčni utrip tudi, če ga pač uporabljamo, da ga imamo gor, da vidimo, kako intenzivno dejansko kolesarimo. Potem tu zraven relativno pač dober za izvajanje nekih intervalov na klanec je lahko tudi, se pravi vam, hitrost vzpenjanja, se pravi, koliko višinskih metrov v eni uri oziroma koliko višinskih metrov na uro dejansko premagamo. To nam je lahko, če nimamo merilnika moči za izvajanje intervalov na klancu, zelo uporabna stvar. Pa potem dejansko povprečje vseh parametrov, ki jih imamo, se pravi utrip, lahko je kadenca, to nam dejansko potem pride iz tega vidika prav. Bolj povprečje na krog, ne? Se pravi, tako, se pravi, če delamo nek intervalen trening, da imamo potem kroge, lahko pač povprečja teh krogov gledamo. Ok, da mi povej, za neko tako zelo osnovno vprašanje zastavil, ki bi ga najbrž že mogel vedeti, ampak povprečje vam, kako to sploh zračuna, pa se pravi, kaj ti to pol na koncu pove? V bistvu dobro vprašanje, glih danes ob 7 bo še ven drugi del članka o vamo, ki smo ga pisali. V bistvu, kaj ti vam pove, dejansko vam predstavlja hitrost, koliko višinskih metrov bi mi premagali v eni uri, če bi pač vozili s tem tempom 1 uro. Se pravi, če pač imaš nek klanec, ga odpelješ, dobimo recimo 1000 vama, imamo pa 20-minutni klanec, s 1000 vama pomeni, da če bi ti s tem tempom vozil 1 uro, bi premagal pač 1000 višincev. Pač zakaj je to uporabno? Ker dejansko lahko potem na različnih klancih izgledamo, kako hitro smo se vzpenjali. Delno ta hitrost vzpenjanja odvisna od naklona, dobro, tudi drugih dejavnikov, pa tem okoljskih, ampak če ponavljamo recimo na določenem klancu neke intervale, lahko rečemo, ok, ciljamo, rečemo okoli 1000 vama, to je recimo na nekem 6% klancu tam okoli 4 vate na kilo, nekaj takšnega, lahko potem v bistvu ciljamo to vrednost, pa bomo imeli recimo enakomerno skozi intervale, pa če gremo potem pogledati na srčni utrip, recimo zakaj je mogoče v takem primeru težava s srčnim utripom, ki tako vemo, enkrat začnemo, traja, da prvo naraste, potem se zelo hitro zgodi, da kolesarji relativno prehitro začnejo, pa jih pol malo dreže. Z vamom pa dejansko, če se mi zastavimo hitrost vzpenjanja, ki je relativno dobro povezana z samo močjo, ki jo proizvajamo, lahko relativno pač bolj enakomerno potem izvajamo tudi te intervale, oziroma neodvisno od tega, a imaš danes mogoče malo višji utrip, malo nižji utrip, lahko še relativno dobro pa enakomerno izvajamo te intervale. Pa vam ti kaže trenutno 5 sekund ali kako? Lahko si nastaviš, imaš trenutno, imaš 3 sekunde, imaš 30 sekund praktično, se pravi Garmin, saj pri Garminu vem, da je tako, da ima praktično vse spremenljivke, si lahko nastaviš na 1 sekundo, 3 sekunde, 5, 10 pa 30 sekund. Zdaj večinoma teh spremenljivk. Ena je neuporabna. Odvisno, jaz recimo tudi pač pri merilniku moči pa pri teh zadevah praktično vse uporabljam eno sekundo, razen pri vamu pa uporabljam 30 sekund. Zakaj? Ker pač kako hitro se spenja me bolj kot ne zanima na nekih daljših klancih in potem pač tudi, če se malo položi vmes za 2, 3, 4, 5 sekund, tega si pač ne želiš pač videti, da te pač, ne vem, zmoti, koliko ti vmes pade, ne vem, iz 1200 na 1000 in imaš potem 30 sekundno povprečje, zato da to nihanje malo manjše, pa nimaš potem toliko razmetanih podatkov, pa lažje potem tudi tempiraš. No. Ker prva stvar, v bistvu zato, da mi lahko zračunamo, kako hitro se spenjamo, moramo dejansko, števec mora pač ugotoviti, kakšna je sprememba tlaka, da lahko ugotovi, kakšen je naklon, kakšna je sprememba višine. Sicer so toliko natančne te zadeve, da lahko pač 1 ali pa 2 metra natančno pač določi, da spremembo razlike, že recimo števec ali pa pač tudi na telefonu, ko imaš te barometre, ti lahko dejansko daš
telefon na tlak nogam, pa ga pol dvigneš, pa boš videl, da je razlika v recimo pritisku. In iz tega potem se ven računa pač sprememba višine, ki se zgodi in tudi hitrost vzpenjanja. Pravi so zadeve relativno natančne. Ok, ker to vem, da včasih je bilo to kar težava, že če si imel, ne vem, je bil kakšen slab vreme, se je pričakoval ali pa kakorkoli. To so še vedno težave pri števcih, ko enkrat pade dež, ko na večino števcev imamo zadnje ena taka mičkena lukenca. V bistvu je pač tam noter je potem barometer in kaj se zgodi, ko pada dež, pride noter voda in se zaštopa in potem gremo, si naložiš file in vidimo na začetku še višino, pokaže prav, pa se pa relativno ali ni klanca ali pa praktično take ravne mehne črte in pač višinci totalno off, ki se ponavadi pač zaštopa tisto in rata težava. Polki se pa pač posuši ali pa gre voda ven, pa ok dela. Je pol tudi vam zaradi tega? Odvisno kje, recimo pri Stravi je potem tako, da Strava itak tvoj track pofita po zemljevidu, pa ga potegne ven, čeprav je narisan, ti bo pač za klanec kazal prav. Ostali programi, kjer pa v bistvu ti z surovimi podatki delaš, imajo pa pač potem težave, ker dejansko ni spremembe višine, tudi naklon dobiš namesto 6%, potem 1,5% in pa pač imaš težavo.